Spoštovane poslušalke in poslušalci, spoštovane gospe in gospodje, zbrali smo se v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Hvala za povabilo, da nekako skupaj obeležimo Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Ta mednarodni dan obeležujemo tudi v Sloveniji, in sicer od leta 2005, ko je tedanja vlada sprejela uredbo oziroma določbo, da se spomin počasti na ljudi, ki so trpeli med nacistično okupacijo, tudi v uničevalnih oziroma koncentracijskih taboriščih. Zakaj so izbrali prav Mednarodni dan spomina na 27. januar? Zato, ker gre za dan, ko je bilo osvobojeno največje, najbolj proslulo, najbolj krvavo uničevalno taborišče Auschwitz, današnji Oswiecim na Poljskem, tedanjem okupiranem ozemlju, kjer je stalo uničevalno taborišče, ki še danes ljudem nekako požene kri po žilah. Namreč gre za uničevalno taborišče, kjer je bilo uničenih od 1 milijon do 1,5 milijona ljudi, velika večina Judov, med njimi tudi približno 1300 Slovencev. In osvoboditev Auschwitza 27. januarja 1945 je pomenila dejansko napoved konca Tretjega rajha, zmago zaveznikov v drugi svetovni vojni, hkrati pa tudi približala je ljudem grozote Tretjega rajha, ki so enega izmed svojih vrhov dosegle tudi v množičnem uničenju Judov. Današnji dan se upada z osvoboditvijo Auschwitza in Mednarodnim dnevom spomina na žrtve holokavsta, ampak posvetili ga bomo judovstvu, Judom na Primorskem. In sicer smo predavanje naslovili z naslovom Med izbrisom in pozabo. Torej, ta uvod je potreben, da bi lahko razumeli, zakaj se je pravzaprav šlo. Dejansko pomeni Druga svetovna vojna, obdobje holokavsta, nacistična zasedba Primorske, tudi izbris tukajšnjih judovskih skupnosti. Edina skupnost, ki je nekako preživela to obdobje in tudi vztraja do današnjih dni, je judovska skupnost v Trstu, ki še vedno deluje, ampak o tem dovolite nekaj več v nadaljevanju. Simbolika je pa tudi povezana z Auschwitzom, kajti velika večina tukajšnjih Judov, ko govorimo o tukajšnjih Judih, mislim Jude, ki so živeli v Trstu, Gorici, Opatiji, na Reki, kjer so pred drugo svetovno vojno delovale močne judovske skupnosti, predvsem vplivne judovske skupnosti, je končala v uničevalnem taborišču Auschwitz. Naj ob tem povemo, kdo je pravzaprav Jud. Gre za nekoga, ki se prišteva k judovski skupnosti in je pomembna pravna in tudi družbena kategorija. Zdaj, za državo Izrael, ki je nekako, bomo rekli, tudi neke vrste judovska država, je pomembno, da je tisti, ki je upravičen do izraelskega državljanstva, vsakdo, ki ima vsaj enega od starih staršev Judov. Torej se ta koncept, ki je bil sprejet po nastanku države z znamenitim zakonom Law of Return ali zakon o vrnitvi, ki dovoljuje vsakemu Judu, s kjerkoli živi, da se vrne v državo, je, se pravi, zelo soroden nacističnemu Nürnberškemu zakonu, ki je določal, da vsak, ki ima četrtinko judovske krvi, je nekako povezan z judovskim narodom, torej je postavljen izven zakona. Verska pravila v judovstvu so nekoliko strožja, določajo, da je Jud vsak, ki je potomec judovske matere, in dejansko priznavajo pripadnost judovstvu na rasno-narodnostni osnovi, torej judovskim materam, in to se nekako kodificira že v obdobju pred 2000 leti, torej že v obdobju Rima. To pravilo pripadnosti judovski materi priznava tudi večina ortodoksnih skupnosti po svetu. Lahko pa nekdo tudi postane Jud tako, da se pridruži judovski veri, torej gre skozi neko obdobje uvajanja in potem na koncu tega obdobja opravi recimo temu izpit ali nek razgovor z rabinom in pa seveda je potem inkorporiran v judovsko skupnost.
Danes živi na svetu približno 14,5 milijona Judov, največ že nekaj let v Izraelu, približno polovica. Močne skupnosti so pa še v Ameriki, v Združenih državah Amerike, v Franciji, v Evropi, pa v Rusiji, Ukrajini in tako naprej. V Italiji živi nekje okoli 35,000 Judov vključenih v judovsko skupnostjo, približno še 45 oziroma 10,000 nevključenih v judovske skupnosti in torej je maksimalna številka Judov v Italiji danes okoli 45,000. V združenih v 21 judovskih skupnosti, najbližja je v Trstu, ki tudi simbolno pokriva vsaj v verskem smislu Slovenijo. Slovenijska judovska skupnost deluje v Ljubljani, ima okoli 130 članov in pa zanjo skrbi tržaški rabin Ariel Hadad. Če se ozremo na današnjo stvarnost, smo že uvodoma povedali, največja skupnost v naši bližini med Benetkami in Zagrebom je judovska skupnost v Trstu, ki danes šteje približno 500 članov. Zelo razvejana, dejavna skupnost z osnovno šolo, domov za starejše, vrtcem, muzejem. Skratka, vse tisto, kar neka skupnost delujoča potrebuje za svoje vsakodnevno delovanje. Ta skupnost se manjša, v zadnjem stoletju je izgubila več kot 90% svojih članov, ampak še vedno dejavna, ki pokriva tudi krajevni sekciji v Vidmu in v Gorici in pa ima zelo lepo sinagogo v centru Trsta iz leta 1912, ki spada med najlepše sinagoge zlasti v južni Evropi. Kot smo že uvodoma povedali, med drugim tržaški rabin Ariel Hadad skrbi tudi za redke preostanke slovenskega judovstva. No, zgodba v Gorici je nekoliko drugačna. Gorica je bila žrtev, goriški Jud je žrtev holokausta, skupnost si po vojni praktično skoraj ni več opomogla. Ukinjena je bila 1969. leta in je danes združena s tržaško judovsko skupnostjo, torej za redke preostanke goriških Judov skrbijo Judje iz Trsta. Je pa še vedno sinagoga prisotna v Gorici, ki je iz sredine 18. stoletja in je danes spremenjena v muzej, vendar se v njej še vedno opravlja obredje. Pogled na nekdanji goriški geto, ki je deloval do Napoleonove zasedbe, do Ilirskih provinc leta 1811 in ima ime po velikem italijanskem jezikoslovcu, ki je bil rojen v temu getu Gracidiju Izaiji Ascoliju. Na judovsko prisotnost spominjajo tudi pokopališča, na Slovenskem jih je kar nekaj, v Ljubljani, v Dolgi vasi pri Lendavi in pa največje in morda najbolj poznano, tudi naj si bo po številu tam pokopanih, gre za okoli 900 Judov, kot pomembnih osebnosti, ki so delovali v goriški judovski skupnosti, gre za pokopališče v Rožni dolini pri Gorici, ki je zelo pomemben del kulturne dediščine zlasti Primorske. Obstaja pa tudi judovska skupnost še vedno na Reki, ki je svoj vrh doživela ob koncu 19. začetku 20. stoletja, ko je bila Reka pomembno pristanišče s svojim naglo razvijajočim se gospodarsko-kulturno-socialnim pedigrejem. Gre za skupnost, ki je štela okoli 2000 članov. Danes je pa Judov, ki so tudi močno trpeli med holokaustom na Reki, kjer še vedno deluje judovska skupnost, okoli 60 družin. V Sloveniji imamo zelo staro, eno najstarejših sinagog v Evropi iz 14. stoletja, ki je po času nastanka tretja najstarejša v Evropi ohranjena, vendar že zadnjih več kot 500 let od izgona Judov Štajerske po letu 1497 ne deluje več kot sinagoga, je pa danes tam judovski kulturni center. Zanimivo, da se Judje iz Maribora, ko so bili pregnani po letu 1497, zatečejo na Primorsko in odtot zlasti v Trstu in Gorici veliko pripadnikov, ki so nekdaj nosili priimek Morpurgo. Morpurgo je tipičen priimek judovski, ki označuje Jude, ki so prihajali iz Maribora. Judje so bili vedno prisotni v naši zavesti po preganjanju. Več ali manj vsako stoletje pozna večje ali manjše pogrome.
v velikem delu Evrope, če se omejimo samo na evropsko zgodovino. Seveda najbolj so te besedne zveze prišle do izraza v 80. letih, se pravi v drugi polovici 19. stoletja v Rusiji, ki je takrat štela okoli 5 milijonov Judov, odtod pride tudi iz beseda pogrom in odtod pridejo tudi prvi Judje, ki se dejansko usmerijo proti tedajše otomanski, če hočete nekoliko po domače turškemu bližnjemu vzhodu, današnji Palestini oziroma Izraelu, kjer začnejo naseljevati se kot prvi kolonisti. Judje dejansko v obdobju razsvetljenstva se počasi utapljajo v evropske družbe, kjerkoli živijo, to velja tudi za našo stvarnost, torej za Jude v Trstu, Gorici, na Reki, Zagrebu, Benetkah in tako naprej, bližnji in daljni okolici. Vedno bolj se stapljajo v obstoječe družbe, avstrijski Judje avstrijsko, ogrski ogrsko družbo, francoski francosko, italijanski italijansko in tako naprej. Vendar je ta proces bil prekinjen na simbolni ravni z Dreyfusovo afero, Dreyfusovim procesom sredi 90. let 19. stoletja, ko je bil generalštabni stotnik Alfred Dreyfus, seveda judovskega rodu, obsojen vohunjenja za nemški rajh, tedajni nemški rajh, in ga je francoska država obsodila. To je pomenilo neko preokretnico. Pomenilo je, da se judovske elite začnejo zavedati svoje posebne pripadnosti in dejansko Judje se obrnejo k osnovanju svoje lastne nacionalne države. Kar so že imele, bomo rekli, državne skupnosti Angležev, Francozov in tako naprej, vključno z Italijani in Nemci, ki so doživeli svoje nacionalno zbrstenje sredi 19. stoletja, tako tudi Judje se zavzemajo za ustanovitev svoje nacionalne države. Pustimo zdaj podrobnosti, ker je bilo to v tistem času nemogoče, ko govorimo o tistem času, mislimo konec 19. začetku 20. stoletja, vendar postavilo je temelje sionističnemu gibanju. Šlo je za politično in neversko gibanje, ki si je prizadevalo za naostanek neodvisne judovske države. In protagonist tega gibanja, ki je našlo svoje odmeve tudi v naših krajih, zlasti v Trstu, ki postane eden prvih sionističnih centrov na Apeninskem polotoku, je bil Theodor Herzl, pomemben časnikar, doma iz Budimpešte, budimpeštanski Jud, ki je pa vendarle pisal za liberalne dunajske časopise in je od blizu spremljal Dreyfusovo afero, Dreyfusov proces in pa seveda prišel do spoznanja, se postavil na čelo gibanje, da Judje rabijo svojo državo, svojo nacionalno državo. Prva vojna se konča, Bližnji vzhod pride pod britansko upravo, iz turških rok v britansko upravo in število judovskega prebivalstva na tem koščku zemlje se začne povečevati zaradi protijudovske antisemitske politike, ki jo zganjajo zlasti nemški nacisti, zlasti po letu 1933, ko se nacizem pride na oblast in dejansko usmeri svojo ost delovanja predvsem ali tudi proti judovskemu prebivalstvu, zlasti seveda domačemu, nemškemu. 1935 so Judje postavljeni izven zakona z znamenitimi Nürnberškimi zakoni, ki Judom niso priznavali niti osnovnih pravic človeških, veliko se jih je izseljevalo. Po letu 1938, znamenilno kristalno nočjo, Kristallnacht, so pa Judje dejansko bili postavljeni v vlogo ovce med volkovi, v vlogo žrtve, začelo se je njihovo zapiranje, preganjanje, če so jih do takrat silili v izgnanstvo oziroma izločali iz družbe, so jih po letu 1938 tudi začeli konkretno preganjati, tudi z zapiranjem, taborišči in tako naprej, ne masovno sicer, kar se potem pa pokaže ob začetku druge svetovne vojne, ob napadu na Poljsko, ki je bila ena največjih judovskih držav ali držav z velikim odstotkom judovskega prebivalstva, pred drugo svetovno vojno na tleh Evrope, začnejo se vzpostavljati geti, začne se Jude zrinjati v koščke mest. Znani geti, veliki geti so Varšava, Krakov, Łódź, torej znamenita poljska mesta,
kjer Judje dobesedno hirajo, umirajo zaradi pomanjkanja hrane, oskrbe, medicinske pripomočkov in tako naprej. Ko nastopi druga svetovna vojna, se in zlasti po nemškem korakanju v Sovjetsko zvezo, kjer se srečajo z milijoni judovskega prebivalstva, se začnejo množični pomori. Nacisti pomorijo poleti jeseni 1941 nekaj 10.000 Judov, seveda tudi ob pomoči domačega prebivalstva, zlasti pri Baltiku, v Ukrajini. Ampak to je obdobje, ko ne govorimo še o sistematičnem pobijanju, načrtnem pobijanju na podlagi nekega načrta, kar se dejansko zgodi po letu 1942. Prav te dni smo se spominjali 80. obletnice znamenite konference v Wannsee, ki je v 3 urah približno se odločila rešiti judovski problem v drugi svetovni vojni oziroma v Evropi z popolnim uničenjem dobrih 11 milijonov judovskega prebivalstva. Tukaj sta pomembno vlogo igrala Reinhard Heydrich, vodja varnostne službe nemške, nacistične, in pa njegov pomočnik, če lahko ga imenujemo za judovsko vprašanje, Adolf Eichmann, ki je dejansko postavil temelje preganjanju Judov, kar se zgodi potem od pomladi 1942 naprej, ko je vzpostavljen cel sistem operacij izgona Judov v taborišča in njihovega sistematičnega industrijskega pobijanja. Ustanovljenih je bilo 6 uničevalnih taborišč, mi poznamo po Evropi nekaj na stotine koncentracijskih taborišč. Nekatera so zelo proslula tudi v našem narodnem spominu zaradi trpljenja številnih protifašistov v njih. Ampak 6 je bilo pa uničevalnih, namenjenih predvsem uničevanju judovskega in seveda tudi romskega vprašanja. Romsko vprašanje je zgodba, ki jo bomo kdaj drugič morda odprli. Teh 6 taborišč je bilo predvsem na zasedenem Poljskem, torej današnje poljsko ozemlje, torej v centralno-vzhodnji Evropi z odličnimi železniškimi povezavami, Auschwitz, Belzec, Majdanek, Treblinka, Sobibor in pa Kelno. To so taborišča, ki so bila namenjena industrijskemu pobijanju predvsem judovskega prebivalstva, zlasti v Majdaneku, Sobiborju in Treblinki lahko govorimo o operaciji Reinhard, ki se začne spomladi leta 1942. V letu dni nacisti na tem koščku ozemlja pobijajo približno 1,5 milijona poljskih Judov in tudi Judov pripeljanih od drugod na zasedeno poljsko ozemlje. In tukaj je igral pomembno vlogo naš slovenski rojak, lahko tako žal rečemo temu. Bil je rojen v Trstu 1904, ko smo na ozemlju Pivke, je zanimivo povedati to, da je bil njegov oče poštni službenec v Pivki, da se je Odilo Globočnik rodil sicer v Trstu, ampak starša so se poročila v Slavini, ki je bila takrat prafara za pivško območje. Odilo Globočnik je bil slab študent, net nacist, ženskar, kockar, pa malverzator finančnih prihodkov, zaradi tega tudi degradiran v hierarhiji nacistične stranke, ampak po drugi strani tudi seveda bil je človek, ki je našel svojo priložnost med drugo svetovno vojno, se postavil na čelo preganjanja Judov in bil zaslužen za poboj približno 1,5 milijona njih na centralnem poljskem ozemlju. Kasneje, kot bomo videli, je igral pomembno vlogo pri uničevanju Judov na Primorskem. Zdaj, Auschwitz, taborišče, katerega osvoboditve se spominjamo na jutrišnji dan, oziroma 27. januar, je bil prostor, skozi katerega so šli številni antifašisti, tudi Judje, in je zaradi tega prišel v našo zavest kot simbol trpljenja judovskega prebivalstva med drugo svetovno vojno. In ko je dejansko vojna končala, je to pomenilo približno 6 milijonov pobitih Judov v Evropi in pa seveda slaba vest zaveznikov, tistih, ki so vneto ali bomo rekel pasivno opazovali uničevanje, in pa seveda potem leta 1948 nastanek države Izrael, ki pa že presega današnje predavanje in je posledica nečesa, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno. Kdaj se je pravzaprav na našem ozemlju
zvrstilo ali bilo prisotnih največ ruskega prebivalstva med Prvo svetovno vojno, med znamenito Soško fronto, ko so bodisi na sami fronti, bodisi v njenem zaledju se vojskovali številni judovski vojaki Avstro-Ogrske monarhije. Ne smemo pozabiti, da je bila Avstro-Ogrska monarhija zelo judovska država v smislu močne judovske prisotnosti, zlasti v velikih mestih, Budimpešta, Praga, Dunaj in pa v severovzhodnih deželah Galicija, Bukovina. Avstro-Ogrska vojska je mobilizirala 300.000 judovskih vojakov, od tega se jih lep del znajde tudi na Soški fronti, njihovega števila verjetno nikoli ne bomo točno vedeli. Je pa dejstvo, da je okoli 20.000 judovskih vojakov, torej vojakov judovske vere, tudi padlo na prvi svetovni vojni. Judje so uporabljali bodisi obstoječe sinagoge v Trstu in Gorici za svoje verske oskrbe. Judovska vera je bila namreč ena od 7 uradno priznanih znotraj Avstro-Ogrske vojske, ali pa so si zgradili svoje sinagoge, kot je lep primer lesene sinagoge, postavljene verjetno jeseni 1915 pri Doberdobu, o kateri danes nič ne vemo. Judje so umirali, en zelo simbolni pogled z vojaškega pokopališča na planini Zagrmuč pod Mrzlim vrhom kaže, da po smrti smo vsi enaki. Tukaj vidimo grob, na sredini judovski vojak pokopan, desno od njega je krščanski vojak, ne vemo katere denominacije, levo od njega pa muslimanski vojak. Na judovsko prisotno na naših tleh iz časa Prve svetovne vojne govorijo številna vojaška pokopališča, ki jih je veliko vzdolž frontne linije nekdanje, zlasti v Posočju in na Krasu. In tukaj lahko vidimo njihovo distribucijo po zahodnem robu slovenskega nacionalnega ozemlja in praktično vsako vojaško pokopališče ima večje ali manjše število tudi judovskih vojakov iz različnih koncev monarhije. Na Soški fronti so se bojevali številni znani pripadniki avstrijskega judovstva. Bom izpostavil samo tedanjega stotnika, pozneje upokojenega majorja Avstro-Ogrske vojske, Kornela Abla, ki je o svojih bojih na tem našem zahodnem robu etničnega ozemlja med Prvo svetovno vojno napisal znamenito knjigo Kras, knjiga o Soči, ki je doživela pred desetletjem tudi prevod v slovenščino in spoštovani poslušalci in poslušalke, vam predlagam, da jo vzamete v roke, ker je izreden spomin na trpljenje in humanistični pogled na nesmiselno vojskovanje med Prvo svetovno vojno, zlasti na kraškem pa tolminskem delu bojišča. In Kornel Abel je to izdal že po vzponu nacizma na oblast, leta 1934, in je to bilo zelo priljubljeno čtivo med nemškimi nacionalisti. Usoda njegova je bila žalostna, končal je leta 1942 med množičnim pogromom, pobojem evropskega judovstva. Tukaj ga odlikovanja iz prve vojne niso rešila. Verjetno je končal v taborišču Treblinka, ampak 3 leta pred smrtjo, na predvečer začetka druge svetovne vojne, je napisal znamenito oporoko v nemščini, kjer je dejansko tudi izrazil svojo poslednjo voljo, ki se seveda zaradi tragičnih okoliščin uničevanja ni nikoli uresničila. Namreč želel je, da bi se njegov pepel, njegovo truplo raztreslo po bojiščih na Soški fronti, na Mengorah nad Tolminom, kjer je dosegel pomembne uspehe, zlasti v letu 1916. Kar se tiče judovske prisotnosti na Primorskem, torej na naših tleh, lahko rečem, da so prisotni odvedno. Ko rečem odvedno, govorimo iz časa visokega srednjega veka, ko se omenjajo skupnosti v Trstu, Gorici, Čedadu, ki so močno vplivali tudi v primorskih mestih Koper, Izola, Piran. Dejansko so Judje tukaj bili močni v, recimo temu, storitvenem servisu. Najdemo jih med zdravniki, lekarnarji, pozneje profesorji, advokati. Veliko jih je bilo v srednjem veku, ki se ukvarjajo s posojilništvom, z bančništvom. Tukaj so igrali veliko pomembno vlogo zlasti v Gorici, v Čedadu, tudi v Piranu, pa tudi v Ljubljani, kjer se rekrutirajo iz tega zahodno-slovenskega, torej če hočete primorskega prostora. Tukaj osnujejo tudi svoje občine,
torej svoje judovske skupnosti, svoja pokopališča, nekaj teh pokopališč še ohranjenih, zlasti po severni Italiji, zlasti v Furlaniji. Zanimivo je, da se njihovo število povečuje, tako v Trstu, kot Gorici, kot na Reki. Povezano je z gospodarskim razvojem teh krajev, zlasti tržaškega pristanišča, ker je bil zelo pomemben judovski geto, ker smo videli zelo lepa in veličastna sinagoga še danes prisotna. Zanimivo, da se to območje v italijanski stvarnosti druge polovice 19. stoletja, v času nacionalnih bojev, v času, če hočete, slovenske, pa tudi hrvaške nacionalne ozaveščenosti, poimenuje Julijska krajina, Venecija Giulia. Avtor tega toponima je Jud iz Gorice, že omenjeni danes, ga cedijo Izaija Ascoli, jezikoslovec, znal je veliko jezikov, utemeljitelj jezikoslovja, če hočete, na univerzi v Milanu, kjer je tudi umrl, kjer je predaval dolga desetletja. In avtor tega toponima je bil goriški Jud, ga cedijo Izaija Ascoli. Judje tukaj so vpeti v stvarnost, najdemo jih tudi na odgovornih političnih mestih, najdemo jih med založniki, recimo nacionalistični dnevnik Il Piccolo je ustanovil tržaški Jud Theodor Mayer leta 1881. To nam že pove o njihovi vpetosti v politično, socialno in gospodarsko stvarnost naših dežel. Kot smo videli, ravnokar so bili Judje zelo vpeti v stvarnost teh dežel, kot njihovi rojaki v drugih središčih so se ponavadi vedno priklonili močnejšemu, politično, socialno, predvsem pa gospodarsko močnejšemu subjektu v deželi oziroma pokrajini. Tako ne čudi, da so Judje v Trstu, Gorici, na Reki sprejemali večinsko italijansko oziroma nemško stvarnost tega območja. Njihov občevalni jezik, potem so namreč spraševali na avstrijskih popisih tja do prve svetovne vojne, je bil bodisi nemščina, bodisi italijanščina. Najdemo jih tudi med protagonisti italijanskega nacionalnega gibanja, Risorgimenta, najdemo jih v krogih italijanskih liberalnih strank, ki so odklanjale avstrijsko in katoliško in cesarsko oblast, tudi z obljubo judovske emancipacije in seveda odklanjanja katoliške hegemonije nad judovskim narodom. Prva svetovna vojna dejansko postavi stvari na glavo. Judje so z razpadom monarhije izgubili močnega zaščitnika, ki so ga imeli v oblasteh. Ni zastonj reklo, ki pravi, da je bil cesar Franc Jožef prvi dejansko nekakšen državni advokat judovskega prebivalstva. Zgubili so Judje na Primorskem tudi svojo tradicionalno vpetost v srednjo in vzhodno Evropo. Torej od prostora, iz katerega so črpali svoj prirastek, svoje ekonomske, socialne, kulturne povezave, tudi jezikovne povezave. Ne smemo namreč pozabiti, da so v naših krajih, ko rečem v naših krajih, mislim na Primorskem, prevladovali Judje, ki so bili bodisi aškenaškega, torej nemškega porekla, so njihov jezik je bil nemščina oziroma jidiš, ali pa so bili Judje, ki so imeli tipične italijanske priimke, Trstu, Gorici, recimo Ascoli, Jona, Reggio, Senigallia in tako naprej, in so prihajali v glavnem iz italijanskega prostora, ker je bilo judovstvo prisotno že iz rimskih časov. Torej, predvsem ti dve komponenti z majhno prisotnostjo sefardov, torej Judov, ki so prihajali iz Apeninskega polotoka, je zaznamovalo te naše kraje. Judje dejansko začnejo počasi izgubljati svoj pomemben vpliv in številčnost, ki so ga imeli pred Prvo svetovno vojno. Po Prvi svetovni vojni je to območje dejansko razdeljeno na 4 judovske skupnosti, ki so delovale v tistem času na severovzhodu tedanje kraljevine Italije. Torej gre za skupnost v Trstu, tedaj je to najpomembnejšo, ki je štela skoraj 7000 članov. Potem skupnost v Gorici s približno 200 do največ 250 člani, potem pa skupnost v Reki in močno, sicer ortodoksno skupnost v Opatiji. Kakšna je bila kriza judovstva v 20, še bolj pa v 30 letih na tem območju, se pokaže tudi skozi zasedenost njihovih skupnosti strani rabinov. Namreč v judovstvu velja, da mora skupnost poskrbeti za svojega duhovnega vodjo, za svojega rabina,
In ob koncu 30 let je dejansko samo še skupnost v Trstu imela svojega rabina, svojo močno skupnost, vplivno, tudi gospodarsko. Po drugi strani Gorica, Opatija in Reka v tistem času so bile mesta skupnosti brez rabinov, ker si ga niso mogli privoščiti. Trst je v tistem času eno najbolj, vsaj v tedanji kraljevini Italije, pomembnih judovskih središč. Na različnih področjih, od gospodarskega do socialnega, kulturnega, tudi političnega. V Trstu živi velika večina, 85% vseh Judov v Julijski krajini, ki obsega tudi svoje današnje slovensko zahodno ozemlje. In Trst je v tistem času pripoznan kot pomembno pristanišče za izseljevanje Judov bodisi v Ameriko, druge čezmorske dežele, kjer bežijo iz centralne in vzhodne Evrope pred naraščajočim nacionalizmom in antisemitizmom, bodisi za odseljevanje v Palestino, današnji Izrael. Trst imenujejo v tistem času La Porta del Sion, se pravi sionska vrata, kajti dejansko je to tudi geografsko gledano pomemben center, kjer se judovsko prebivalstvo iz centralne in vzhodne Evrope vkrca na ladjevje in pluje svobodi nasproti. Italija dejansko v začetku ne preganja judovskega prebivalstva, za razliko od nacistične Nemčije. Treba je povedati, da italijanski Judje igrajo pomembno vlogo pri vzponu fašizma na oblast. Veliko je, ko bomo kmalu videli, tudi protagonistov tega vzpona na oblast v 20 letih 20. stoletja. Po letu 1938 pa se začne spreminjanje zakonodaje. Sprejemanje tudi v Italiji protijudovske zakonodaje in recimo tak zunanji pokazatelj v Gorici, recimo, da vijo ulico Ascoli, ki se imenuje po judovskem jezikoslovcu, nekdanjem preimenujejo v Tunizijsko ulico oziroma ulico Tunisi. V italijanskem judovstvu, tudi v fašizmu, je igrala pomembno vlogo Margareta Grassini Sarfati, doma iz beneške judovske familije. Sarfati je tipičen judovski priimek v severni Italiji. Bila je dolgoletna Mussolinijeva ljubica, judovskega porekla, vojno je preživela, ker se je umaknila v Združene države Amerike, in tudi avtorica prve Dučejeve biografije, ki jo je napisala Margareta Sarfati. Njune poti so se razšle, ona je zbežala v Ameriko. Zaradi zunanje političnega približevanja med nacistično Nemčijo in fašistično Italijo, po letu 1935 oziroma 1936 se tudi Italija začne počasi vedno bolj približevati antisemitski oziroma protijudovski zakonodaji in dejansko do tega pride v letu 1938, ko so že jasni obrisi bodoče koalicije, tudi vojaške koalicije med Rimom in Berlinom oziroma fašisti in nacisti. Naj še enkrat povemo, da nacizem je od začetka, od svoje geneze dejansko preganjal Jude, medtem ko fašizem temu ni videl tako. In se to začne šele po 1938. Ne smemo nas čuditi, da je Mussolini za svojo javno proklamacijo začetka uvajanja protijudovske zakonodaje v Italiji izbral prav mesto Trst. Tam je 18. septembra 1938 na Piazza Unità, na velikem trgu v Trstu, sporočil, da je dejansko prišel čas, ko je treba tudi v Italiji postaviti Jude izven zakona. Za razliko od nacistov so Italiji percipirali judovstvo nekoliko drugače. Če so nacisti gledali stare starše po judovstvu, so v Italiji gledali po starših. Po drugi strani, če je Nemčija izvajala striktno protijudovsko zakonodajo, se je Italiji, ki je romanska dežela, morda še danes, morda prepletena s korupcijo, to dalo reševati s podplačevanjem, potvorbami, kupovanjem miru in tako naprej. Da italijanski Judje gledajo drugače na oblast in tudi potem, ko so jeseni 1938 začeli sprejemati protijudovsko zakonodajo in potem v naslednjih letih jo še zaostrovati, nam je jasno iz tega pisma sveta vodstva judovske skupnosti v Gorici iz oktobra 1938, ki nam pokaže
kako so Judje z nejevero, s presenečenjem in tudi z mislijo, da bo to že minilo, gledali na uvajanje protijudovske zakonodaje v Italiji strani fašizma in samega Dučeja. Ko se začne druga svetovna vojna, so tudi Judje v Italiji postavljeni izven zakona. Obvezana je delovna služba, za moške v Gorici primer je tukaj originalna fotografija iz leta 1942, ki kaže prisilno delo na savkanski žagi za potrebe države, ženske so pa šivale uniforme za italijansko vojsko. Ampak tudi tukaj se pokaže neke vrste italijanska lagodnost, kaj ti Italijani so poznali cel kup izjem in vsak, ki je imel malo iznajdljivo žilico, se je lahko upisal med te izjeme in mu ni bilo potrebno na prisilno delo. Stvari se korenito spremenijo septembra 1943. Italija kapitulira, izide uradno iz vojne in Primorsko zasede Tretji rajh. Tukaj vzpostavi operacijsko cono Adriatisches Künstenland, pravi avstrijsko-jadransko primorje, in dejansko metode, ki jih je nemški okupator že izkusil in tudi uspešno izkoristil in prikazal na zasedenem Poljskem z pomorom Judov v operaciji Reinhardt, vključno s štabom in poveljnikom Odilom Globočnikov pripeljal tudi v Trst. In prihod Globočnika v drugi polovici septembra 1943 v Trst pomeni tudi nov zagon preganjanju judovskega prebivalstva na Primorskem. Tako na Reki, kot v Trstu, kot tudi v Gorici. Začnejo se pohodi na občine, kjer pridobijo Nemci spiske judovskega prebivalstva, ki jih aretirajo, jih izženejo najprej v zapore. In tako srednji zapori so bili sodni zapori v Trstu, ki so do odprtja rižarne februarja 1944 veljali za koncentracijo judovskega prebivalstva. Od tam so jih peljali na železniško postajo v Trstu, to znamenito postajo v središču mesta, odkoder je v leti 1943 do spomladi 1945 proti Nemčiji odpeljalo 22 konvojev ali skupaj 1422 Judov, velika večina v Auschwitz in velika večina se nikoli več ni vrnila na svoje domove. Dejansko vzpostavitev Globočnikove oblasti, njegovega štaba, približno 100-članskega v Trstu, pomeni tudi začetek konca naših Judov na našem ozemlju. Zapirali so jih v zapor Koronejo, februarja 1944 odprejo v nekdanji luščilnici riža pri Sveti Soboti oziroma v rižarni odprejo taborišče, ki je pravzaprav edino koncentracijsko taborišče s krematorijem na tleh Italije, in do takrat jih transportirajo iz Koroneja, po tem letu pa iz rižarne v nemška taborišča, kot smo omenili, večinoma v Auschwitz. Tudi Jude pobijajo v rižarni podobno kot ostale antifašiste, ampak njihov primarni cilj je bil odvoz Judov z živinskimi vagoni v nemška uničevalna taborišča na današnjem poljskem ozemlju, kot smo rekli, večinoma v Auschwitz. Rižarna je pomenila za Jude manjši del, med približno 3 do 4 tisoč tam pobitimi je Judov seveda samo 28. Judje so tam čakali na deportacijo, živeli v slabih ali pa nemogočih človeških razmerah, morali so fizično delati in seveda čakali na transport, ki jih je potem peljal v taborišča. Omenili smo pomembno vlogo, ki jo je tukaj v tem prostoru igralo taborišče Auschwitz po prihodu. Šlo je več konvojev tja od jeseni do pozne zime, zgodnje pomladi 1945. In pa seveda ta tragiko našega ozemlja in vlogo Auschwitza nam pove primer goriške skupnosti. Od 48 Judov, ki so jih Nemci uspeli aretirati jeseni 1943, samo 2 sta se vrnila, gospod Jakoboni in gospa Iris Steinmann, oba mlada
ki sta vojno preživela, najprej seveda taborišče Auschwitz, potem sta bila umaknjena iz taborišča Auschwitz, oba osvobojena v Bergen-Belsnu na koncu in sta vojno preživela. Nista dejansko ostala v Gorici, to nam kaže tudi pomen Gorice kot judovskega centra, ki je izgubil svoj pomen z holokaustom. Gospod Jakobon je šel v Venezuelo, tam umrl, gospa Steinmann pa v Izrael in tam tudi umrla. Ko jugoslovanske oblasti vkorakajo v Trst in Gorico, seveda takoj abolirajo protijudovsko zakonodajo, Judje postanejo spet enakopravni prebivalci z ostalimi, ki vztrajajo, ki preživijo drugo svetovno vojno. In poskus renesanse judovskega prebivalstva v Trstu in Gorici je bil med leti 45 do 48, ko je bilo to območje pod zavezniško vojaško upravo. Med zavezniškimi vojaškimi upravitelji je bila pomembna 88. pehotna divizija, ki je prihajala iz vzhodnega dela Združenih držav Amerike, med njimi je bilo veliko judovskih vojakov. In ti vojaki, ti so imeli svoje vojaške rabine, v Trstu rabina Lipšica, v Gorici rabina Baraka, ki sta poskušala obnoviti tukajšnje judovsko življenje. V Trstu nekoliko bolj uspešno, ker je bila kritična masa večja, medtem ko v Gorici je renesansa judovske skupnosti se prenehala z odhodom zavezniških vojakov septembra 1947 in si dejansko goriški Judje po odhodu zavezniških vojakov niso več opomogli. Bili so poskusi, da bi še držali bogoslužje, torej judovske obrede, to je bilo vedno bolj redko do današnjih dni, ko se ponavadi praznuje samo še judovsko hanukko v goriški sinagogi. V goriški sinagogi je danes urejen spominski park, ki je poimenovan po Brunu Farberju. To je bil deček, star 3 mesece in 11 dni, ki so ga decembra 1943 izgnali skupaj s starši v Auschwitz in je seveda umrl takoj po prihodu v to zloglasno uničevalno taborišče. Danes nam o Judih na našem prostoru govori že uvodoma omenjena tržaška prisotnost in številčnost okoli 500 pripadnikov, ki imajo vse, kar potrebuje neka skupnost za svoje delovanje. Tudi ta skupnost je podvržena izseljevanju. V zadnjih 20 letih se je približno 30 tržaških Judov odločilo za izselitev v Izrael, za integracijo oziroma asimilacijo v večinsko italijansko okolje, vendar kljub temu vztrajajo. In tržaški rabin, kot smo povedali, skrbi za slovenske Jude. Dejansko je Slovenija ena redkih držav v Evropski uniji, ki nima svojega, pravzaprav edina država v Evropski uniji, ki nima svojega rabina. Svojo sinagogo so dobili šele pred 3 meseci, jeseni 2021 v Ljubljani na Trubarjevi ulici, kjer obrede opravlja že omenjeni Ariel Hadad iz ortodoksne skupnosti Ljubovič. Dejansko tudi tukaj problem zaradi tega, ker večina Judov v naših krajih ni bila ortodoksno usmerjenih. Naši Judje so bili Judje v kulturnem smislu, torej njihovo judovstvo se je napajalo ob spoštovanju tradicije, judovskih praznikov, drugače pa zelo zliti z večinskim katoliškim okoljem. Pravzaprav tukaj ni bilo prostora za kakšne ortodoksne judovske primesi. Zdaj imamo pa nekako priliko, da smo priča delovanju judovskega misionarstva skupnosti Ljubovič, ki ima neko drugo tradicijo, izhaja iz današnje Belorusije, močna predvsem v Brooklynu oziroma v New Yorku v Združenih državah Amerike in dejansko iz te skupnosti izhaja tudi tržaški rabin. Torej, to presega današnje naše srečanje, naše predavanje. Judje dejansko, če zaključimo, so bili od nekdaj prisotni, so še prisotni, nanje spominjajo imena ulic, spominjajo znane osebnosti, omenjali smo Teodorja Majerja v Trstu, ustanovitelja Il Piccola, Pavla Salema, mogoče judovskega župana v 20-30 letih v Trstu, v Gorici Karolino Cohen Lucato, rojeno Tržačanko, ki je bila ustanoviteljica
italijanskega ženskega častnikarstva ob koncu 19. stoletja in je pokopana v Rožni dolini, kjer počivata tudi oče in sin Abraham oziroma Abram in sin Izak Redžo, zelo znamenita rabina iz prve polovice 19. stoletja, ki sta slavo naših krajev Gorice prenesla po celem judovskem svetu. Ne nazadnje v Gorici počiva znameniti filozof Karl Mikelšteter, po njem se imenuje tudi ulica, ima tudi spomenik v Gorici. In vse to so osebnosti, omenili smo kulturno dediščino, sinagoge v Trstu in Gorici, pa tudi na Reki, pokopališče v Trstu in Gorici, tudi na Reki, ki dejansko nam kažejo, čeprav danes ni velika številčna prisotnost tega prebivalstva na primorskem, na zahodnem slovenskem etničnem ozemlju, je pa vendarle njihov kulturni, gospodarski in socialni vpliv bil tako močan, da ga je treba omenjati ne samo v zgodovinskih, ampak tudi v zgodovinskih priložnostih. Hvala lepa.